Ko bolnik zaradi dolgotrajnega in napornega zdravljenja izgubi moč, gibljivost in kondicijo, pri rehabilitaciji šteje prav vsak korak. V Združenju bolnikov z limfomom in levkemijo smo z donatorsko akcijo omogočili nakup posebne naprave za magnetno-globinsko stimulacijo mišic, ki danes predstavlja pomembno podporo pri rehabilitaciji bolnikov s krvnimi raki na kliničnem oddelku za hematologijo v UKC Ljubljana. O tem, zakaj je globinska stimulacija mišic tako pomembna, kako prispeva k boljši rehabilitaciji bolnikov in kako napravo uporabljajo v praksi, se bomo pogovarjali s fizioterapevtkama Majo Grinec in Jasno Palamar z kliničnega oddelka za hematologijo, ki sta tudi bili pobudnici za nakup te naprave. Nam lahko predstavite napravo za magnetno stimulacijo mišic, kaj omogoča in zakaj je pomembna za pridobitev za vaš oddelek? Funkcionalna magnetna stimulacija je terapevtska metoda, pri kateri z močnim magnetnim valovanjem stimuliramo mišice in živce. Uporabljamo jo za izboljšanje mišične moči, za zmanjšanje bolečine in za izboljšanje lokalne prekrvavitve. Prednost pred drugimi elektrostimulacijami je v tem, da funkcionalna magnetna stimulacija deluje globlje v tkivo, tam nekje do 8 centimetrov, in da jo lahko uporabljamo preko obleke. To je predvsem pomembno pri bolnikih, ki imajo poškodovano kožo. Funkcionalna magnetna stimulacija je odlična dopolnilna metoda drugim fizioterapevtskim metodam in tehnikam, ker z njo lahko pospešimo in izboljšamo rehabilitacijo naših bolnikov. V katerih bolnikih na vašem oddelku pa jo najpogosteje uporabljate? Na kliničnem oddelku za hematologijo funkcionalno magnetno stimulacijo uporabljamo pri bolnikih, ki imajo zelo zmanjšano mišično moč, na primer pri tistih, ki so bili na umetni ventilaciji in so se vrnili na naš oddelek. Poleg tega jo uporabljamo pri bolnikih, ki imajo polinevropatije, za zmanjšanje bolečin in drugih neprijetnih simptomov, in pri bolnikih z močnimi bolečinami. Kako poteka uporaba te naprave pri bolnikih v praksi? Nam lahko mogoče poveste kakšen konkreten primer? V bistvu napravo odpeljemo k pacientu, tele aplikatorje namestimo na tista mesta, ki jih želimo stimulirati. V bistvu potem stimuliramo ta mesta. Terapija traja nekje od 15 do 20 minut, je zelo prijetna, ne boleča. Naši pacienti jo tudi zelo dobro prenašajo, tako da so v bistvu kar navdušeni nad tem. Lahko vam predstavim na enem primeru. Je bila neka mlajša bolnica. Tekom zdravljenja je bila potrebna biti intubirana in umetno ventilirana. Med tem časom v bistvu smo lahko izvajali samo pasivno razgibavanje. Z funkcionalno magnetno stimulacijo smo pa v bistvu v tem času lahko vseeno stimulirali te njene mišice in upočasnili ta propad mišic. Potem smo opazili, da je bila v bistvu rehabilitacija hitrejša in se je bolnica prej vrnila v prejšnje funkcionalno stanje in je lahko nadaljevala z zdravljenjem. Imeli smo tudi bolnika, ki je v bistvu ob zadnji kemoterapiji razvil zelo hudo polinevropatijo. Imel je mravljinčaste noge, bolečine in krče v nogah, odrevenelost nog. V bistvu so ga ti občutki zelo motili, ni mogel izvajati vsakodnevnih aktivnosti, je bil omejen na posteljo. Tako da takrat smo tudi uporabljali funkcionalno magnetno stimulacijo in v bistvu že po prvi terapiji smo bili ti občutki njegovi veliko boljši, da je v bistvu uspel spati, začel izvajati fizioterapijo in lažje preživel dan.